Čeprav v Ormožu včasih slišimo, da je sonce prlekije, prejšnji teden empirični poskus tega ni dokazal. Pa vendar se sonce najbrž pokaže marsikateri ptici na dolgi poti, ko zagleda postajališče naravni rezervat Ormoške lagune. Lagune, ki ležijo poleg Ormoškega jezera in so pravzaprav bazeni, vsega skupaj jih je 6, je nekoč za prečiščevanje vode, s katero so prali sladkorno peso, uporabljala tovarna sladkorja Ormož. Po njenem zaprtju leta 2006 so se bazeni začeli sušiti in zaraščati, ptice pa so jih zapuščale. Dokler se temu niso uprli ornitologi iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki so s tovarno že prej dobro sodelovali. Iz jezera so napeljali vodo in začeli upravljati lagune, ki jih je društvu podaril novi lastnik tovarne. Dominik Bombek je sicer koordinator za izobraževanje pri Dobsu, pa tudi tisti, ki v rezervatu poskrbi za obiskovalce. Ja, v Ormoški laguni sem tudi zaposlen, se pravi, ta del izobraževanja pač nekako poteka pod mojim vodstvom. Pravilno ime za to območje je naravni rezervat Ormoške lagune. Gre za zavarovano območje in območje zavarovala vlada Republike Slovenije v letu 2017. In sicer zavarovano je pa zaradi tega, ker je tukaj prve vrsti najpomembnejše območje za ptice in sicer kot območje, kjer se ptice ustavljajo na selitvi. Se pravi, to je, temu lahko rečemo, tudi selitvena postojanka. In sicer ptice se ustavljajo tukaj na tem predelu tako na spomladanski selitvi, ko grejo pač v gnezdišča, kot na jesenski selitvi, takrat, ko se pa selijo v prezimovališča. Zakaj se pa ravno tukaj ustavljajo? To pa zaradi tega, ker je dejansko mokrišče na tej dravski poti, ki nekako ponuja, tako malo pod narekovaje rečem, dovolj hrane za ptice in pa hkrati tudi dovolj mirnega območja, kajti tukaj ni območje za lov, kjer lahko potem ptice se miru odpočijejo in pa se potem okrepčajo in potem nadaljujejo pot dalje na selitev. Po Evropi smo več kot 70-80% mokrišč pa uničili. To pomeni, da so taki habitati neprecenljivi. Kajti predstavljate si, da se ptice selijo in iz leta v leto je pač njihovi prehranjevališč vedno manj. In to pomeni, da je že tako ta stres pri selitvi zelo velik, dejansko ptiči pri tem zelo težko najdejo hrano in zdaj, ko še pa mokrišče izginjajo, pa to pomeni skoraj misijo nemogoče, da pride na prezimovališča, pa obratno potem na gnezdišča. Naravni rezervat Ormoške lagune se razteza na približno 66 hektarjih in obsega veliko mokrišče, pomembno za gnezdenje ptic. Tam živijo številne dvoživke, plazivci, kačji pastiri, našli so tudi avtohtono želvo sklednico. So pa seveda tudi druge zanimive, kot so na primer vidra, bober, imamo tudi jazbeca v tem območju kot taca okrog. Tako da, glede vrstne pestrosti je res, tukaj lahko doživite na tem malem območju ogromno različnih vrst. Seveda je pa Ormoško jezero par korakov stran in ki pa je potem čez zimo, kar se tiče števila ptic, pa bolj bogato, se pravi, ne vem, na jezero lahko tudi tam do 5000 ptic. Ptic na jezeru tokrat nismo šteli, smo pa našli ornitologa Luko Božiča, ki to počne vsakih 10 dni, sicer pa je Ormoško jezero eno največjih akumulacijskih jezer v Sloveniji in leži tik ob meji s Hrvaško. Drugače je bilo v teh štetih vse skupaj zabeleženih približno 130 vrst vodnih ptic, ne? Običajno je pa zdaj v tem času prisotnih 20 do 30 vrst, v bistvu redno tukaj. Najpogostejša vrsta je skoraj praktično večji del leta je mlakarica, to je ta najobičajnejša vrsta divje race. Med bolj številne vrste pa spadajo konkretno na Ormoškem jezeru še labodgrbec, kormoran, pritlikavi kormoran, raca sivka, čopasta črnica, mali in čopasti ponirek, rečni galeb, to približno. No. Pa gremo nazaj v naravni rezervat, kjer je pot okoli bazenov dolga približno 1,5 km. Mi se bomo zapeljali, kar pa verjetno to naj ne bi bila praksa obiskovalcev. Ja, danes je res tako slabo vreme in bomo izkoristili pač ogled lagun z vodenjem, kar iz avtomobila. Ne, praksa je ta, da se lagune obišče peš. Kako
Kako se pa recimo vi spomnite teh lagun? Doma sem zdaj 10-15 km stran iz Ormoža. Bil sem tam začetek faksa, sem prišel sem z namenom, da preštejem vse, kar je tukaj noter. In ko sem prišel, sem ravno v takem jesenskem obdobju na selitvi, pa še pred fronto, se pravi, ptiči so se ustavljali, ko bežali so pred slabim vremenom. In tu je bilo na tisoče in tisoče ptičev. In seveda, jaz sem bil dober poznavalec gozdnih ptic, pa ptic kmetijske krajine, ker me je zanimalo, zdaj malo manj sem poznal vodne ptice. In ko sem prišel sem bil popolnoma zgubljen. Nisem vedel, kje začeti. Ptiči so samo šli z enega konca drugega, vrste take, drugačne. In potem sem res ostajal in se učil samo vrste. Sem opustil to idejo, da bom tisti dan preštel ptiče, ker jih je bilo tako število, da z mojim znanjem takrat nisem mogel prešteti tega. Zdaj smo prišli k bazenom, in bazeni so res take pravokotne oblike, skobec. Ste videli, da so ptiči kar so se dvignili, ko je ta večja ptica preletela skozi. Tole je pa krehenc, ta manjša raca. Tam je ozadje liska, ko se podita. Pa res? Včasih so teritorijalne in se potem preganjajo malo po bazenih. Postavili smo potem tudi opozorišča. Zgodba opozorišča je taka, da je arhitekt rekel takrat v tem projektu tudi, da bomo malo posnemali industrijsko zgodbo. In so potem res kontejnerji. Gre za odslužene kontejnerje, ki bi šli v razrez. Mi smo jih vzeli in jih potem postavili na območje in jih uredili v takšno opozorišče. In pa tudi del edukacije, se pravi, nekdo, ko pride not, pa ne zna dosti ptic, si odpre okno in potem se lahko v miru opozorjajo ptice. Imamo pa potem tudi te table z vrstami ptic. Bivoli so pa čisto na drugem koncu, si jo potem pogledal. Vodni bivol je ena najstarejših vrst domačenih živali, pove ornitolog Dominik Bombek in najboljši družabnik naravovarstvenikov, ki skrbijo za rezervat. Živali s pašo pomagajo vzdrževati nizko vegetacijo v plitvih bazenih, ob tem pa so dobro prilagojene za muljenje siromašne krme, ki raste na mokriščih. Vodni bivoli se dobro počutijo tako v vodi, kot v vlažnih predeljih, kot na suhem. Še posebej zanimivo poleti, ko namesto da grejo v senco, se kar vležejo v vodo, na taki način se hladijo. Pripeljali smo čredo 5, pa potem še enkrat čredo 5, zdaj pa imamo čredo 22 bivol. Vidimo tudi, da je kar nekaj teh mladičev, ko tacajo okrog. Ta bela pastirica, ko vidimo tukaj, je pa klasična vrsta, ko skače med bivoli in pa po bivolih in potem lovi žuželke kar med temi živalmi. V naravnem rezervatu Ormoške lagune je še veliko dela, pravi koordinator za izobraževanje pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Dominik Bombek. Zamisli je veliko, vendar si morajo prizadevati predvsem zato, da bi lagune ostale, kar so. Pomembno postajališče za ptice selivke, ki se 2-krat na leto odpravijo na dolgo pot. Ampak je res, vsak bazen ponuja nekaj svojega. V eni bazeni so race, v eni čaplje, v eni ponirki, potem številne ptice pevke. To morajo ljudje doživeti, to neprestano nekaj miga, nekaj se oglaša. Kar eksplozija življenja je nastala.